Ura je 7:50. Čez nekaj minut se bo začelo nacionalno preverjanje znanja. Devetošolci in šestošolci tako še zadnjič pregledujejo matematične formule in stare teste. V bistvu mi je prioriteta to, da vidim, koliko dejansko sem odnesla od teh zadnjih 3 let. Rezultati ne bodo vplivali na šolske ocene, so pa pomembni za tiste devetošolce, ki so se vpisali na srednje šole z omejenim številom mest. Če nas bo preveč vpisanih in bo med zadnjimi, se mi bojo lahko na PZ šteli za sprejem. Tako da upam, da bom čim boljše odpisala, da sem lahko sprejeta na to gimnazijo, ki si želim. Za devetošolce je preverjanje obvezno, za šestošolce ne. A ker bodo rezultati pokazali, kako uspešni so, jim ni vseeno. Malo se bojim, da ne dobro pišu. Po 60 minutah razmišljanja, računanja, skiciranja in pisanja so občutki različni. Test je bil dosti pregleden, pa v bistvu lahko sem, če bi se kaj pogledala več, bi znala to rešiti. No. Malo je bilo zoprno, ker sem je svinčnik zlomil, ampak drugače pa v redu. Rešene teste bo računalniški program pretvoril v digitalno obliko in tako jih bodo učitelji ocenili kar s pomočjo računalniškega programa. 31. maja bodo učenci izvedeli, kako so se odrezali. S pomočjo grafičnega prikaza svojih rezultatov pa se bodo lahko letos prvič primerjali z ostalimi učenci v državi.